Dobrodošli v novi epizodi nogometnega podcasta VAR. Danes smo z vami po koncu Evropskega prvenstva, tako da lahko rečemo, da se je nogometni mesec zaključil. Jernej, ravno si nazaj z nami iz Nemčije, pa bom najprej tebe vprašal za prve vtise o finalu. Kako je bilo v Berlinu, kako je bilo na štadionu, kako pred njim? Težko zdaj na brzino to povem. Bilo je mogoče celo najbolj prijetno doslej. Tako v Nemčiji, kot na teh evropskih prvenstvih, ki sem jih jaz doslej videl. Vsa ta druga mesta, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Dortmund, ne vem, kje smo še bili, München, povsod je bil nek tak direndaj, za nas starejše mogoče, malo manj primeren, ampak je bilo pa res v redu. Tako pristni navijači, dobro vzdušje, niti enega incidenta in če pa gledamo v tistem, kar je ključno na igrišču, je bilo pa tudi, se mi zdi, dobra tekma in zaslužen razplet za zmago Španije. Bilo je pa nekako tako, se mi zdi, v finalu vse organiziran boljš kot vsaj ne 5 evrov nazaj, vse skupaj. Res vse je štimal, tudi prevoz po tekmi, kdor je kdaj bil na finalu, ve, kaj to pomeni po tekmi iti domov. Težko je pred 3., včasih 4. uro zjutraj domov, ker enostavno zamašek nastane neobvladljiv, no tu je bilo to urejeno ok. Tako da ta podatek mi je bil tak, je treba izpostaviti. No. Tako da in organizatorji in na igrišču je šlo vse tako, kot treba. Mislim, da je bil zaslužen razplet. Ni glih moja najljubša reprezentanca Španija, ampak je zasluženo zmagala. Ni nekaj dodati. Gorazd, se strinjaš s tem, ne sej. Na koncu vsi komentatorji, pač nihče ne oporeka zasluženosti zmage Španije. Ne? Ja, glede tega nimam komentirati preveč. Španija je pokazala najboljši nogomet. Bi pa raje videl kakšno drugo reprezentanco. Predvsem Angleže. Nisem nikoli njihov velik navijač, ampak enkrat pa mora. Mora priti ta nagrada za to, koliko vlagajo v nogomet. Od tega, ker cela Evropa ne nazadnje, ali pa cel svet živi od tega, kako močni so Angleži, finančno, in pol sveta bi radi v Angliji igrali, narekujejo trende nogometne, ne mislim v igralskem smislu, pa tudi zdaj tudi to, glede na to, da so najboljši trenerji bolj ali manj tam, ampak neka nagrada, skoraj ne vem, ne znam si predstavljati, da bi skozi zgubljali, pa da bi nogometna evolucija šla v pravo smer, brez Angležov. No, morda čez 4 leta imajo domač prvenstvo, mislim, da ti zbijim bilo, čeprav na Wembleyju so že nekaj finali igrali, pa jih tudi zgubili. Ja, pa je zanimivo recimo to, da v zadnjih letih ali pa 10 letih dajo ekstremen poudarek svojim igralcem, tudi klubi, ne? Ker oni niso vezani na reprezentanco, njih to ne zanima, sploh tuji lastniki klubov. Jaz se spomnim Arsenala brez Angleža v prvi. Ja, zdaj imajo to vsi. Zdaj imajo to kar, mislim vsi, tudi ta boljši. City, United, Tottenham, Arsenal, Chelsea, to je polno enih angleških igralcev, takih top, ne. Tako da so na neki te anglikanizaciji like svoji, ampak ne vem, kaj je zmanjka, so bili pa leta so v bistvu daleč, no. Moramo biti iskreni, ne govorim samo o finalu. Sloveniji niso dali gola, res da Slovenija bila edina, ki niso dali gola. Realno bi morali spasti že v osmini finala s Slovaško. Tudi kasneje so se, če rečemo en grd izraz, šlepali, tako da oni so bili v resnici ekstremno daleč. Lovorike hkrati pa blizu, ker so bili v finalu, ampak mislim, da je splet kar zaslužen. To, kot sem tudi angleške komentatorje poslušal, jim je bil glavni občutek tega, da Southgate, dobro vemo, Southgate je bil branilec, ampak da je tudi v svojih taktiki bil preveč previden, tako kot je Jernej rekel, bili so daleč, ker vse so imeli neke prebliske, pa ne vem, po 5 minut dobre igre, ampak pol, ko so zadeli gol, konec koncev za 1-1 v finalu, so se spet potegnali nazaj in pustili Špancem, da rešijo tekmo še pred podaljškom. To je mogoče daljši proces, ne? Španci že enak nogomet gojijo že od malih nog. Ne? Se pravi, ta prehod iz kluba v reprezentanco oziroma skupino igralcev združiti in narediti enako misleče, homogene, ne? To je pri Španiji že avtomatizem, že od klubov naprej. Ne? Vsi nekje igrajo podobno, reprezentanca, klubi, vzgoja igralcev. V Angliji se je pa to šele začelo spreminjati v zadnjih 10-15 letih s prihodi tujih trenerjev. Naprimer, tukaj je Guardiola naredil revolucijo in takoj se vidi, igralci, ki prihajajo iz Manchester Cityja, če so Angleži,
znajo igrati. Samo zdaj to, kako to pa ukomponirati še z drugimi, ne, je pa malo drugačne. In to bo proces, mogoče zahtevnejši, bo še trajal, boleč bo tudi, ne. Pa vprašanje, če sploh pa še na njihov značaj, z njihovim značajem. Mogoče mora pa kaj svojega spet najdeti. Ne. Mogoče so preveč začeli evropsko ali pa slediti trendom. Ne. Mogoče bi mogli poenostaviti nogomet po Mourinhovu, hitro, dolga žoga, pa gremo. Ne. To, kar je bilo nekoč nazaj. Ne veš, no, se pravim. Neki bojo mogli najdeti, ne, da se bojo zlili z drugimi. Ne. Imajo pa moč še zmer, imajo ljudi, imajo logistiko, skratka, vse imajo. Zdaj kako detajle bojo pa mogli že malo sami. Konec koncev, prejšnjo prvenstvo 11 metrov, ki je zdaj gol v 85, kjerkoli minuta je že bila, ampak tako kot je Jernej rekel, tudi če bi šlo v podaljške, verjetno razplet bi bil zelo podoben, ker sicer je težko reči, ampak je bila Španija res dobra. Tako kot je Gorazd rekel, morda ravno ta, kako se igralci znajdejo. Marko Corelja v Chelsea ne igra praktično, je nekje zakopan na klopi. V španski reprezentanci, pa čeprav v sezoni je odigral na prst 100 minut, je pride noter in odigra vrhunsko prvenstvo. Se pravi, te jasno razdeljene vloge, tudi iz kar manjka Angleži. Ja, on je bil en tak zanimiv lik, ne? Zaradi svoje pojave je bil verjetno eden redkih, če ne celo edini, ki si ga prepoznal tudi iz zgornje tribune štadiona, ne? Zaradi las. Ne? Tudi je bilo zanimivo, da so mu Angleži celo tekmo, vsakič, ko se dotakne žoga, to je bilo res neverjetno gledati, žvižgali neverjetno. Ne? Tako, kot da je bila neka stara zamera iz Anglije, po drugi strani so pa Španci skozi pelne. Tako da on je bil res en tak zanimiv lik. Ne vem, če je ključen, no, ampak mogoče je bilo ključno te Angleži, ki jih je Gorazd omenil, da Cityjevi, da niso naredili svojega. No. Ta Foden, mislim, da ga ni bilo nikjer. Tam, ker bi mogel biti tudi Stones že zdati nekako tako, ne, mogoče lih te, ki bi morali, ki so vajni, da niso igrali. So se ustrašali, jaz ne vem kaj. Ker težko je pričakovati od teh raznih mulcev, da bo Majno, pa ne vem kdo, da bojo to kar neki leteli, to je težko. Ne. Pa konec koncev je še eno od mulcev, jih je rešil, neko razlepno golom. Pa mogoče je bil kaj malo preveč stati. Jaz mislim, da se njegova era, zdaj ne bom niti rekel, niti ne vem, da se bo to zgodilo, mislim, da se ne bo, da ga ne bojo zamenjali, ampak nekak je preveč tok spredi. Vse številke govorijo zase, to ni moje mnenje. Tako da mogoče s tem Kaneom kaj treba narediti. Sam rabiš pa nekoga naslednika, ne moš prej menjati, dokler nimaš boljšega. Jaz mislim, da Angleži imajo ta problem zaradi Cityjevih igralcev. Pri Cityju igrajo z žogo in se premikajo in so več ali manj na polovici tekmecev. Ne. Angleži pa ne igrajo ta nogomet, da bi prihajali in z žogo in prevršili pritisk na polovici. Ne. Se pravi, že 50 metrov večje igrišče ima Foden. Ne. To je za igralca njegovega kova smrtna obsodba. Ne moreš ti od iz svoje polovice igrati, pa kreirati, pa driblati, pa streljati, pa pride do gol šanse na 20 minut, umre prej. Ne. In to je problem za ekipe, ki so mešane, ne? Kjer imaš ti 3-4 igralce, ki absolutno celo sezono sploh ne vidijo svoje polovice obrambne, ampak so skozi tam. Zdaj moraš, ne? Ker imaš 6 drugih, ki pa nek drug nogomet igrajo pretežno na kontra. Ne? In kako to zdaj, pa imaš pa še trenerja, ki je nekako padel pod vtis teh trendov, da čvrsta obramba, pa se ni problema z 0-0, enkrat bomo že prišli do šanse. Ne? In to je pol povezane. Zdaj je težko. No. Tam so danes govorili kritiki v Angliji, se pravi te tako imenovani komentatorji, da z igralci, ki jih imaš na voljo, se pravi kot Southgate, če igraš obrambno, potem tvegaš. Ne? Tvegaš kaj? Tvegaš to, da te morajo zamenjati, če ne boš uspel, ker z njimi ne smeš igrati obrambno. Ne? Če pa že igraš, moraš narediti rezultat. Ne? In on ga ni. Prav finale je, seveda to je top. Pač. Vsaj 5 ekip je hotel biti v finalu, realno, ne? Sam po želji pa jim ni ratal. Rezultat je, sam ni pa tisto, kar čakajo. Ne? Niso se še vrnili domov, kot hočejo reči. No? Oziroma oni so se, sam nogomet se ni. Ja, tako. Tako kot je Gorazd rekel, saj meni, ko si omenil Kanea, da je bil preveč statičen, tudi morda je način igre drugačen, kot Kaneu malo manj ustreza, ker v Bayernu imaš 2 klasična krilna napadalca, gresta visoko, pa letijo žoge v kazenski prostor, kjer jih Kane
večkrat lahko kaj podela. Tukaj pa sicer on že probal sodelovati malo v grajenju igre, ampak tako kot je Gorazd rekel, če je to vse predale, če je to na 70 metrov raztegnen, tudi on ne pride do izraza in je bil res bled, pa čeprav je dal 3 zadetke, pa je konec koncev prvi strelec prvenstva, ampak mislim, da nihče ne more biti navdušen nad tem, kar je pokazal. Ne. Sej lahko on tudi to igra, kar je igral. Sam potem moraš imeti pa hitrejše, Tako. pa prodornejše in pol Da pa pride vidimo, od zadaj. Ne. in pa vidimo, da je vsaka. Mislim, tudi nešteto krat je imel možnost 1-1, ena nista malo desno, v proti sredini nobenega efekta, katastrofa, niti asistent več. In na drugi strani spet isto, tudi Bellingham, ne, to je katastrofa za ta denar, kot ga opisujejo izjemne atletske sposobnosti, ko on zaštarta, to je užitek videti to razliko samo. Nobene improvizacije, nobene ideje pametne, mislim, ni nič, ne more, on ne naredi viška za igralca, ne, se pravi, kaj nima nič od njega, kvečen Kane lahko njemu šanso naredi, kar je katastrofa, ne, da more Kane šanse delati oziroma se gibati tako, da imajo drugi šanso, priložnost, namesto da bi njemu rihtali, ne, sam seveda, če mora iz svoje polovice v napad jet, pri svoji masi, ne, je že to malo problem. Ne. 10 minut po golu, ja. So ga dali za 1-1, so še takrat je kazali celo, da bojo dali še enega, ne Angleži, ampak to je pa to, v teh 90 minut so imeli teh 10 minut, ampak to je seveda premalo. No, sej, če smo približeni Angleži, sej Francozi imajo isti problem, ne. Izrazito atletska ekipa, tehnično dovršena, šprinta lahko gor in dol, na koncu igraš na 0-0, se ti zgodi nesreča, zaostajaš 1-0, potem pa poskušaš nekaj igrati pa na silo in potem se ti izpade, da je en Mbappé, ne, ki je verjetno še zmer 1 ali pa 2 na svetu, ne more nič narediti. Ker nisi vajen igrati, to pa Španci imajo, to pa Španci grejo. Žoga gre, ne glede na rizit, se lahko tudi obrambno postavim, pa ko je treba pa napadati, je pa to užitek gledati, ne? Ker vidiš, da pride 1, 2, 3 do vsaj pol priložnosti. Ne? So se pa tudi Francozi vsako drugo konferenco ukvarjali s politiko, ne? Pa Twitter, ali pa Face, ali pa Instagram, ali pa TikTok, ali pa na konferencah sprašvali, če jih niso vprašali, so kar sami začeli to temo. In to je verjetno ni bilo koristno za njihov rezultat. Definitivno. Z volitvami doma se pač ukvarjali. Ampak če recimo pogledamo neke večje trende tega evropskega prvenstva, če sploh lahko v trendih govorimo, je bilo kar nekaj, če smo govorili o Angliji pa o Franciji, rečemo pragmatičnih ekip z bolj defenzivnim pristopom, na koncu je pa vendarle prvak postala ekipa, ki je dosegla rekordno število golov na evropskih prvenstvih, tako da lahko iz tega sploh kaj zaključimo ali pač to, da moraš igrati tisto, kar najbolj ustreza tvoje ekipe. Ma ne, kralj je že tako, kaj bo doslej kralj rezultat, mislim, da na tem Euro je pa absoluten kralj rezultat. Če pogledamo od Španije do, bom rekel, Slovenije, ne? Ki je imela recimo najnižjo posed žoge na Euro, mislim, da 35%. In temu je vse podrejeno. So pa različne poti do cilja. Ena je naš sistem, pragmatičen sistem ekip, ki si ne morajo niti privoščiti, da bi napadali enakovredno ali pa odgovorili na enak način. Drugi način je pa to, ko ga imajo Španci. Ostavljajo pa vse vmes. Španci imajo pa pač pobudo, čeprav letos celo niso imeli takšne pobude kot na nekaterih prejšnjih turnirjih že, ampak so igrali ekstremno učinkovito. Neverjetno učinkovito. Niso zgubljali energije z nekim kroženjem žoge, tega ni več. Res, v bistvu sem bil kar navdušen. Tako kamino. Mi imamo tudi podobno, pa ne želim reči, da smo isti kot Španci, ampak ta hiter prehod je neverjeten. Ja. Ta naša, kot radi rečejo, tranzicija, ta beseda sicer ima taka, ampak to je pri nas neverjetno. In to se pozna. Ker s tem ne da daš tudi ti kakšen gol, s tem se oni tebe bojijo, ker vejo, da to imaš in te tudi potem manj napada in vse tako naprej, oziroma z manj igravci, kar je pa tudi tako. In to je okej. Tako pri Španiji kot pri nas. Ostalo je pa po mojem vse nekje umestno. Ja, tako kot si rekel, tudi da ni več posest, če ste igrali do finala, je imela Anglija več posesti žoge od Španije v povprečju na tekmo, pa ni izgledali tako, ne? Portugalska, mislim, da ima več. Kar je logično, če smo bili najmanj, ki je bila ki je z nami igrala. Tako, raznolikost, to je zmagovalna formula, ne smejo igrati vsi enako. Ne? In super je, če imaš ekipe, kot je Slovenija, ki so izrazito pragmatične ali pa zaprte, ob omejitvah, ki jih ti veš, je to super zagledati, ne? Ker ti veš, da
kako sploh te igrajo, kako jim barata sploh to igra. Drugače gledaš na to celo zgodbo, ne, na nogomet in na igro, na vse. Ne. Zdaj, da pa mogoče Nemci morajo, čeprav Nemci niti niso neki zaprti igrali, ampak da velike nogometne nacije igrajo, to je pa že res vprašljivo, ne. Pa res mogoče škoda nogometa za to, da ti 5 nacij, kot je Francija, razmišlja o tem, da je treba izhodišče 0-0. Ne. Ob količini talenta, ki ga premorejo, je res malo Škoda. škoda. Ne. Se dela škoda nogometu, dejansko na škoda. Škoda je, da ti igralci, kot je Griezmann, 10 minut igrajo. Je pa v redu, ne, pri teh bunker sistemih oziroma se pa dobro vidi kvaliteta posameznika. In tukaj imamo tudi mi, naprimer, ne, imamo tiste 3-4 priložnosti in zdaj, kaj bomo naredili? Zdaj točno gledamo v tega, pač smo imeli Šeška, čeprav je še premlad, ampak imel je svojih 2-3, zdaj pa da vidimo. Ne? In to v zaprtih ekipah pa pridejo do izraza igralci, ki znajo oziroma imajo nekaj več. Ne? Mi smo imeli to možnost, jo nismo izkoristili, hvala Bogu, da je še mlad, da lahko to nadoknati in pridno izkoristne. In to je to. Vsi si ne želiš nas pol gledati kot Franciji, če bi Portugalce izločili. To bi bila pa že bolnica Franja proti Usainu Boltu. Ja, sam bi igral pa dopingirani, mislim, pozitivno dopingirani, bi pa verjetno tudi zlomljena noga izgledala čisto zdravna in normalna, pa bi pa popadal. Tako. No, pa ko si Gorazd omenil igralce z nekaj več, pa kar oba vprašal, igralec prvenstva? Čeprav v UEFA-inem tehničnem bordu, kot se mu reče strokovno oziroma uradno, je skoraj 20 top bivših igralcev pa trenerjev. In če rečejo, da je Rodri, pol tudi jaz bom rekel Rodri. Ne dovolim si, da bi kaj drugega rekel. Evo. No, Rodri je vrhunska izbira, kako vse teče skozi njegove noge, pa kako enostavno njegov nogomet. Čeprav so zmagali brez njega. Drži, on je šel ven, ko še ni bilo zmage. Je pa pri 0-0 naredil, ko se je poškodoval posredovanje, ki je rešil verjetno gol. Zato se pa tudi raztegnil. Blizu je bil Olmo, recimo. Olmo bi bil lahko. Ja, Olmo je bil dejansko in je tudi z golove črte rešil gol. Tako. Vprašanje, kaj bi pa bilo, ker ne vem, zakaj sem občutil, da so Angleži v nekem naletu takem, predvsem, da so imeli več energije za podaljšek, če bi prišlo do njega. In če bi bil tam gol, kar je bil že premagan vratar, ne? Vprašanje, kako bi se končali. Ampak tukaj sem, jaz imel dilemo Olmo ali tale Rodri. Jaz bi bil bližje Olmo, ker je vendarle nek umetnik, ki je bližje golu, ki viden, ki ga me navijači radi. Ta je pa skrit, pa koristen. Ampak recimo, čeprav 20 strokovnjakov, da je Rodri, ne bo roditi. Ne, Rodri ustreza trendov. On je trendovski nogometaš. Se pravi, ima disciplino, poslušen, naredi, ne vidiš ga, ne, in to pač hvaležen igralec. In zdaj, če imaš ti 9 ekip, ki igrajo nogomet, tak zaprt, ki rabiš ti neko zanesljivost, je to, ne. Ob tem, da je imel za sabo backup Strahović že od Guardiole, že še preden je Evropsko prvenstvo začel razglašati, da je najboljši na svetu. Ne vem kaj. Jaz sem prepričan, da bi Španci bili tudi brez njega prvaki. Samo enega drugega bi temperali za to vlogo. Se pravi, da bi ga že lansko leto začeli uigravati za to vlogo. Da je on seveda na tem položaju trenutno številka 1, to je res. Samo jaz sem prepričan, da bi Španci najdel pa druga. Mogoče ne bi imel tako avtoriteto v moštvu, ampak bi bil pa del skupine, ki bi to lahko hitro odpeljal. Finale je pokazal, da se da tudi brez njega. Ja, po drugem polčasu je Zubimendi čisto korektno odigral. Je pač trendovski igralec, ki trenutno ustreza tem merilom, kako gledamo fuzbal in stroka in vse, da rabijo neke zanesljive može, ki bojo po možnosti, da so vidni, slišni, da kakšnega okoli šesu, sličilanci, ne vem, pač. In on ima to, ne, z 1,90 m spojavo, vsake ta 26. tekmo da je en gol, ni mogoče na ta pravi tekmi in to je to. Vsako ta peta dobi rumen karton, se dvakrat. Tank je treba, tank je treba in je to. In pa še zaradi tega. Negativne in pozitivne stvari v pravem trenutku moraš vendati. Tako. In še Rodri, tako kot je, če ga podrobno spremljamo v Cityju, dobi
na sezono vsaj 4 rumene kartone manj zato, ker je Rodri ne. Ker če bi mu na dresu kaj drugega pisali to. In s pridom to izkorišča, kar je pa konec koncev tudi znanje. Tako da, Tebi se vidi, da nisi za City. ja, no, ampak Rodri mi je pa zelo všeč igralec. To pa moram Tukaj reči. se vidi dejansko vpliv Guardiola, Ja. kako močen trener je, kako lahko vpliva na verjeten praktično vse trende. Če bo on rekel, da je treba zdaj nogomet obrniti v to smer, ne sam, ampak on bo že toliko je sposoben, da bo izbral še 3 zraven trenerje, ki imajo neko, pa jih sam še rabijo eno spodbudo, da jih bo on izbral in bojo vsi skupaj začeli tulti, ja, tako je to in kar naenkrat bo res tako. Ne? Ja. Se trenutno so zdaj, mislim, da vidim, da že počasi jih malo naštimava. Arsenal. Ja. Flik je že njegov, Arteta njegov, tako da tudi Xavi, mislim, da Jo. Xabi Alonso ima on je mogoče malo bolj Ne. pragmatično. Ne, Ja, v tem drugačen smeru. nogomet je, igra. ker je tudi Vsaj njegove ekipe klubi igrajo. tako, ne, ker je. Ampak načeloma se počasi že v spredje postavljajo trenerji, ki jih je on izbral. Ja, no se pa če In smo. jih tudi oglašuje kot to so pa trenerji. Ne samo da reče, ampak jih oglašuje kot velike trenerje. Ja, in njegov vpliv, tako kot si rekel, če je on Rodrija postavil v spredje, da mora biti, da je tak igralec pomemben, se tudi pri Arteti to pozna, se so angliški rekord za Declana Ricea podarili, kar je njihova verzija. Rodrija pa čeprav nista enak tip igralca, ampak vendarle se to pomembno zadnjemu vezanemu daje večjo, kot je bila še No, 10 let nazaj. Tam Ne? v Angliji moš vse deliti z 2, včasih Ja. celo s 5. Tako, ker je denarja da to, dobiš da realno vrednost teh igralcev. Ne. Zdaj milijardo pa pol, ali koliko naj bi bila vredna Ja. Anglija, to je To je, lahko ja. na football menedžerju mogoče. Mislim, da No, morda, Ja, more. pardon. ne kar povem. Rajs je tipičen primer, ki korektno je odigral. Sam enostavno zdaj s tem tam malim od Manchesterja. ja, mejno je. To ni šlo, to se mi zdi, nobene ustvarjalnosti nisem videl, nobene poteze, tudi Rajs, korektno, čist nič drugega, korektno. Nimam kaj, sploh ne vem, kaj me bi rekel, kaj igra, kako igra. Korektno, to se mi zdi, da lahko 3/4 igralcev na tej poziciji v kjerkoli reprezentanci odigra. Ampak to je pa spet stvar Southgate, ki manjkale mu ideje v zvezdni vrsti, to je definitivno. Mhm. Upal je pa predvsem na Fodna, In na Bellingham. čeprav Bellingham ni klasičen igralec za improvizacijo, z timsko. On ima improvizacijo mogoče za sebe, ker ima to atletsko sposobnost. Ampak Foden je pa tisti, ki lahko naredi z idejo, ki lahko zaradi poteze več nekomu Ja, da naredi, priložnost. tako, ne. tako. Pa Erne, mogoče če zdaj za konec reprezentančne sezone, saj še glede na to, da je bil Euro tudi za nas tako pomemben in uspešen in ne nazadnje dvignil apetite. Morda samo še poveš, kdaj bojo slovenski navijači spet lahko spremljali reprezentanco, kaj nas letos v smislu reprezentance še čaka, preden gremo še na hitro na klubsko raven. Zdaj, se pravi, prvo sito kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki je v Amerikah, se pravi v vseh 3 državah Severne Amerike, je že septembra. To je Liga narodov, ki bo letos zanimiva. Mislim, da so noter Avstrija, Norveška in Kazahstan, če se ne motim, in da je prva za Avstrijo. To je že prvi teden v septembru, je 6. 7. tukaj nekje. Tako da to bo zelo zanimivo, ker bomo dobili tudi neko oceno trenda, če se nadaljuje našega, ker Avstrija bo dala odgovor, to sem prepričan, tudi Norveška bo lačna, ker Ni bila na Euro? Haaland, to bo tudi za mlajše navijače, bo zanimiv Erling Haaland. Tako da tukaj pričakujem zelo močno grupo. Kazahstan bo verjetno premagljiv, tako kot je bo na zadnje, ampak drugače bo močna grupa in to je prvo sito. Zmagovalec bo v bistvu že najmanj v dodatnih kvalifikacijah za mundial. Bo pa težko zmagati, seveda. Bolj pomembno je, da smo konkurenčni, da kakšnega premagamo in da ohranimo visoko pozicijo na UEFA-ni lestvici, ki bo potem na nek način določila bobne za žreb kvalifikacij. Tam bo pa ekstremno pomembno, da smo v drugem bobnu. To bi bilo Zdaj smo pa ravno na robu. Ne? tako. Tako da ta Liga narodov bo izjemno zanimiva in izjemno pomembna. To se pravi, štartamo septembra, prvi teden septembra. Tako je, in ker res po teh zdaj količnikih, ki jih je, to smo direkt tam na meji, visimo ali ne, ali ja, tako da je vsaka tekma dejansko nam bo igrala. Gre pa za to, ne, da 2 gresta potem naprej. Tako. Ne direkt, ampak 2 sta zelo blizu svetovnega prvenstva v uniji naslednji skupini, ki bo pa drug let. Ne. In če si ti v 3. bobnu, boš dobil 2 močna, ne, lahko dobiš, ne vem, da si izmišljujem.
Anglijo pa Italijo in je že drama. Ne? Če si pa v drugem, dobiš pa lahko, ne vem, Dansko pa Romunijo, recimo. Ne? Tako, pa, Tako da je pomembno, kje si. Ne? ja, zagotovo. Pa še tudi konec koncev za pozitiven, da nadaljuje pozitivno zgodbo. Pa Gorazd, če gremo nazaj na klubske zelenice, če tako rečemo, prve tekme prvega kola kvalifikacije so za slovenskimi klubi že prejšnji teden. Povratne tekme, najprej Celje, tu mislim, da dvoma o napredovanju ni. Kaj Celje sploh od te tekme se obeta, razen še eno kljukico? Priprava za Bravo, naš drugega. Boljša trening tekma. Boljša trening, ali pa niti to ne. Se ne veš, če je pa tudi tako, ne. Se ne vem, a so bili res tako dobri, ker tako, ko so igrali, to je res za slovenske razmere že nekaj neverjetnega, da toliko priložnosti lahko si preigraš na taki ravni. Smo že imeli klube primerljive kakovosti, pa tudi blizu nismo prišli v tolikih priložnostih. Zdaj, ne vem, je pa res, da Celje je močno, ima 20 igralcev. Se mi zdi, da tudi če bi jih 6 vendal, pa 6 drugih not, ne spremeni podobe, bistva, je močno. Ne. Pa to je prvak, ne? Ja, Mislim, bi pričakoval, da potisno, pa ni to San Marino. Ne, če pogledaš izide, koga so naši klubi v zgodovini 33 let, enkrat je bila, mislim, da ni bila Flora ali kjer. Ne, Norma. Ja, pa je to. Je bilo 10 golov ali koliko, ampak vmes smo tudi zgubili, Olimpija tudi izpadla enkrat, ampak se nima vek, s tako lahkoto še težko nisem videl. No. Zdaj imamo tudi Maribor, je naprimer, kako ne rečem, dober je igral, mislim, pustom je dober, tudi sam žal, ali pa ne, so zgubili, ampak tudi ta Botev, ne, tipično bolgarska ekipa, da bi rekel, mogoče ni tako čvrsta, homogena, disciplinirana, ampak pa divje igralce. Z Nigerici nikoli ne veš, da ti bo švignil min, kje ti bo preletel, kako, zakaj. In to moraš biti pazljiv. Tudi sicer Maribor igra organizirano, ve, ampak kljub temu ne moreš predvidevati, ker to je tako nepredvidljiva ekipa, imajo pa tehnično dovršene posameznike, žive, hitre, spretne. Zdaj pa Maribor je pa še drug problem, ne. Odvisni so od enega igralca ratar. In to je pa zdaj pa že, če nimajo še te zgodbe rešene z vlagateljem, ne vem, kako bo je rešen. Kdo je to? Ja, Iličić, ne. Igral je, vse je povezval, sam ni mogel. Špice ni najdel, potem se je še Sovdani poškodoval in zdaj ti lahko igraš 90 minut na eni polovici, pa predribla enega, pa da žogo tja, pa da on, pa ni efekta, pa lahko jih je pa 5, pa lahko jih pa tudi 5 dajo. Ampak to je vse preveč odvisno od enega igralca. Zdaj pa pri Josipu pa nikoli ne vemo, kdaj je to. Šele začetek ali konc, ne? Ja, a se tako. A bo šlo na gora, ne veš, šlo na dol, večkrat smo ga že odpisali. Ni on kriv, ne, pač pri teh letih računati na to, da bo on motor vlekel od 1. julija ali 1. augusta pa do 10. maja, ne, ja, pa neki narobe s sistemom v klubu. Ne. Absolutno, to bi se pa čist strinjal, pa če si že 2 gore, zdaj še 3. bravo. To pa pustimo, to je pa simpatično, če jim rata, vsa čast, jaz mislim, da imajo šanse spet, dobro je malo smešno govoriti o tej ekipi, kjer se je točno videlo, so ene 3, verjetno nekje zaposleni, pa nimajo časa vsak dan brcati žogo, ne. Zdaj govoriš o sprotnikih, ja, ne. To je bilo očitno, ker je prišel gospod, pa 2 sta prišla ukrepljena, res, ampak laufajo. So pa zmagali. Ne, laufajo. To ni problem. To so 90 minut laufali. Verjetno je šprint bil malo počasnejši, ampak je laufal. To je gibanje je bilo. Se pravi, ne moreš spet reči, ne, da so čisti. Ampak, ko pogledaš že razliko postavi, stasu, tudi naši fanti delujejo ekipa, ne. Zdaj, zakaj oni nam morajo enega malo bolj okroga predriblati pa narediti akcijo, da boš ti sam prišel priložnost, in to je pa stvar stroke. Ne. Morda je bil tudi evropski debi, pa bo zdaj lažje. Ja, ne, imajo šanso. Če jaz primerjam prvo tekmo, imajo šanso. Zdaj, kako pa zdaj pač naj sami. Ja, pa bi bilo, da vsi 3 preskočijo. Ja, to pa. Za količnik, za podobo. Vse. Ja, sploh glede na nasprotnike, ker so pač vsem trema. Ne, predvsem sem pa videl pozitivno za našo ligo.
kljub vsemu, pustimo zdaj, ali grejo čez ali ne. In Maribor bo ostal, upam, da bo, ne, da se ne bo zdaj zaradi enega poraza vse sesul. Vidiš, da gre to. To gre. In kar tudi nedvomno pri Šimunži razpad sistema ne pride upoštev. Kvečem kje druge. Cele smo videli, to je mašina. V zadju vsi mogoče ne vejo, ampak jaz mislim, da je celo Olimpija mogoče prvi favorit prvenstva. No, Vse te prijateljske tekme, pa to, kar se govori okoli, kako to zdaj funkcionira. Očitno ta španski model z igralci, ki jih ima na voljo Olimpija, si pravi, ne nič kupovali. Si ne rab kupovati, ona je imela že preveč. Ona je mogla samo homogenizirati skupino, pa izluščati res tiste prave. Tako. In pa še, oni imajo še zmer pa iščejo nekaj, ampak to bo pa zdaj lažje iskati, ker imajo trenerja, ki ve, kaj hoče in kako hoče. In on izbira zdaj bomo rekli, tega bomo prebali. Ne bo Boromisa izbiral sam, ampak bo v navezi z njim. Tako. In pripeljali so ga dovolj zgodaj, da je imel cel poletje. In en mesec jih ni noben upošteval, en mesec so bili lepo v miru, nobenega UEFA, nobenih policajev, nobenih zapisov, kaj vse narobe, kako gre narobe, da bojo propadli, da bojo v miru so delali. In to lahko zna biti dober znak. Predvsem pa tisti, ki so jo gledali in ki spremljajo, so videli, da tole je pa nekaj drugega. Jernej, kakšna zaključna misel pred začetkom prvenstva, ki se začenja ta konec tedna, zato govorimo o tem. Že utrujem po enem mesecu v Nemčiji, tako da zdaj sem sam poslušal vaju, kako govorite o klubih in sem navdušen nad kakovostjo lige, ki sledi, kako bo razprav Olimpija, še boljša kot Celje, to mislim, da bo liga fantastična. Tako da bomo videli že v petek 20:15 proti Primorju, ko se začenja v Ljubljani, v Stožicah, ko se začenja nova sezona, tako da več pa naslednji teden, ko bomo lahko povedali že kaj več. Tako da za danes pa hvala vam lepo.